Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, vi vsi skupaj pa dobrodošli v današnji uri resnice. Z menoj smo današnja stalna komentatorja, Peter Gregorčič in Boštjan Turk. 3 teme sem za danes pripravil, ampak predno gremo na te notranje politične teme, bi jaz oba komentatorja prosil, če bi lahko komentirala, pač povedala svoje mnenje okoli tega, kar se je včeraj zgodilo v zahodno-nemškem parlamentu, kjer kanclerski kandidat Merz ni dobil podpore, dovolj glasov v prvem krogu, da bi bil izvoljen za kanclerja. Kasneje, nekaj ur kasneje mu je to vendarle uspelo. Boštjan, ti itak veliko pišeš o tem, kar se dogaja v državah Evropske unije. Ja, seveda, to se še nikoli ni zgodilo v prvič zgodovini. Po drugi svetovni vojni. Prvič po drugi svetovni vojni se je to zgodilo in to je zastrašujoč signal, predvsem zato, ker se pravi, to je pač izumljanje kvadrature kroga, ker se gre nemška krščanska demokracija, ki za razliko od tiste, ki je bila močna, kanclerja Kohla, ni več ne krščanska, ne demokracija. Ne? In to so pač kompromisi z veliko koalicijo, ki bojo potopili to krščansko demokracijo definitivno. In tole, kar se je pokazalo, je, da torej, če bi bil jaz kancler Merz, bi šel, jaz sam bi to vrnil in bi šel na predčasne volitve. To je edini način, da preživi, ker to za tole piškavo večino, kot je bil potem v drugem krogu izvoljen, dobesedna miloščina, ne, na pa bodi, mislim, da je dobil 325, mislim, da to je se pravi, kvorum bil pa 316 ali nekaj tasga, se pravi, to je nič, ne, to se lahko v vsakem zakonu podreja, se pravi, to ni nobena stabilna vlada, že na samem začetku, to je znak alarma in predvsem je to znak alarma za celo Evropo, ampak to jaz to velikokrat govorim, v tem kontekstu tudi moja knjiga Vojna za mir, ki zdaj izhaja v Parizu, se pravi do poletja in v angleščini, izide šla že v 3 jezikih, je točno to, Evropa je šibka, ker nima več močnih voditeljev in je Merz je šibek voditelj, Scholz pa sploh ni voditelj, ki pa ni delal za Evropo, ni delal za Nemčijo. Scholz je bil pač v interesu nekega globalizma, neke globalistične agende, tako kot je bil prej v interesu Sovjetske zveze in bi rekel tajnih služb, ne pravim, da je bil Scholz sodelavec Stazija, kje pa, ampak pač so ga zelo, bil je levo radikal in so ga kot zelo mladega že rekrutirali in pogrundali. Ampak tole, ta tvoja ocena, oziroma po tvojem mnenju, zakaj on pa ni dobil dovolj glasov? Je to šlo za zadnji spopad med tema dvema koalicijskima partnerima? Torej, jaz mislim, da zadnji so bile tudi, bi rekel, potem fotografije in videi, ne, Scholza, ne, njegovega zmagoslavja, ko je ta padel, jaz mislim, da zadnji je primarno vprašanje Scholzovega ega, ne, potem pa seveda, pa drugo vprašanje, kdaj pa lahko nek ego, samo spomnil se kanclerja Kohla, ne, kdaj pa lahko nek ego, bi rekel, vodi neko državo, ne. In to gre v to mojo tezo, da ta levica, kot se je oblikovala po drugi svetovni vojni, a ne, sploh pa po letu 68, sploh kot je danes, a ne, je uničevalna. To ima v sebi neko globoko destruktivno klico, a ne, in ta, bi rekel, razstavljen svet, razstavljeni zahod, kot ga mi sedaj vidimo, je pač posledica tega levičarstva, ki je pač destruktivno. Konec koncev se je njihova temeljna teza je revolucija, ne, bomo pač pobili, pokradli, odstranili, umaknili in to zdaj tudi delajo, ne, kar ostale ljudi bomo pa kontrolirali. In sem, ker je pač Evropa popustila tej levici, a ne, smo zdaj prišli sem, a ne. To ni Evropa, v katero smo vstopili, to ni Evropa, ki nas je sprejela, ko smo se osamosvojili, to je sedaj neka Evropa, ki jo je globoko preobrazila levica, velika sreča pa je. In to zdaj se odraža v Nemčiji, praviš? To se seveda odraža v Nemčiji, to je destruktivno vedenje, seveda. To je destrukcija, to, kar se dogaja. Velika sreča pa je, da to ne bo trajalo in da z zmago, bi rekel, z Trumpa v Ameriki, karkoli si jaz o Trumpu mislim, pa ga obsojam glede vojne v Ukrajini, ampak to ne bo trajalo. Koalicija v Nemčiji govoriš? Mislim, koalicija v Nemčiji sploh ne bo trajala, to ne bo trajalo, ker ne more trajati, če je izvoljen za 5 glasov, najprej ni izvoljen, kancler potem pa za 5 glasov večine. To pač ne more trajati, ne. To ni treba zdaj biti politični analitik, da to pogruntaš, ne. V kakšnih modalitetah se bo to, bi rekel, razstavilo oziroma bo to potonilo na dno močvirja, ne vem, nisem vedeževalka, ampak to ne bo trajalo, pa ta primat globalizma, levice, bi rekel, 15 spolov, da je imigrant več vreden od staroselcev. To pa ne bo trajalo. Izvoli, Peter. Jaz se strinjam z Boštjanom. Mislim, da to ni dobro znamenje. Zdi se, če se malce figurativno izrazim, kot opozorilo, da ta mandat bo šibek mandat, ne? Ker ti reče, izvoljen boš, ampak najprej ti bomo pokazali, da se zgodi nekaj, kar je brez precedensa v novejši zgodovini Nemčije. Ne?
Tako da. Se pravi, ni bilo to samo tako, kot recimo 2012, ko Zoran Janković ni znal prešteti dovolj glasov. Ne? Tu zdaj je šlo za neko, pa je ni bil izvoljen. Takrat tudi ni dobil, takrat Zoran Janković potem ni dobil mandata. Ja, razumem. Ja. Tukaj ga je vseeno dobil, Nemci so vseeno drugače gledali na to zadevo, ampak zagotovo to znamenje ni najboljše znamenje. Pričemer se njim krepita tako skrajna levica kot skrajna desnica, ki imata, zdaj čeprav vem, že več kot tretjino, se pravi določene stvari, ki zahteva dvojno tretjino, lahko že preprečene in ta zadeva ne gre v pravo smer in Nemčija je izjemno pomembna država Evropske unije. Ja, jaz bi tudi rekel, če bi šli na predčasne volitve, znova bi verjetno slavili AfD. Ja, ampak jaz mislim, da ta stavek, ki ga je rekel Peter, je temeljen, to je tudi moj temeljni stavek. Ta zadeva ne gre v pravo smer. Tudi AfD, ne vemo, kaj bo AfD. Poslušajte, AfD se rekrutira večinoma v vzhodni Nemčiji, tam, kot mi pravijo kolegi z univerze, tam je pač Hitler nekaj čisto običajnega. Halo, mislim, če smo še vedno, kako? Ne, zdaj postaja nekaj, da je bil čisto v redu človek, pa čisto frajer, to se pač govori na vzhodu, ker se pravi, imate mentaliteto, ki je bila dvakrat totalitarno stisnjena, najprej z nacizmom, potem pa z komunizmom, in to je pač oblikovalo generacije. Mi smo produkti okolja, iz katerega zrastemo, smo produkti družine, smo produkti svojih staršev, smo produkti, in seveda, to je pač totalitarizem na kvadrat, kar je vzhodna Nemčija doživela, in ta formula, ki je imel kancler Kohl, se vedno znova se vračam, ker Evropa, če bo hotela preživeti, prava smer je prava krščanska demokracija, so prave ljudske stranke, pa predvsem neki, mi potrebujemo politike, kar se tiče Merca in kar se tiče Evropske ljudske stranke, mi potrebujemo politike, ki bojo kazali smer v prihodnost. Ne potrebujemo politiko, tako kot je zdaj Evropska ljudska stranka, zdaj ugotovila, da zeleni prehod ni v redu, zdaj ugotovila, da imajo migrantov preveč, zdaj ugotovila, da sta spola dva, pa halo, mi ne rabimo plačevati neke politične kaste za to, da bo zapljala za nami in ugotovila, pač kar ugotovi navaden državljan, tako če pogleda skozi okno. Ne rabimo tega, mi rabimo prebojne politike, mi rabimo politike, ki bojo kazali smer prihodnosti. To rabimo. Če kdaj, sedaj. Dobro, zdaj predlagam potem, da gremo, ker tudi pa nas rabimo razvojne oziroma prebojne politike, gremo na slovensko politično prizorišče. Zdaj, 3 stvari bi predlagal, pa prosil, recimo, če bi lahko danes pokomentirali. Eno je to, kar se je začelo dogajati na relaciji med Robertom Golobom in pa Vladimirjem Prebiličem, se pravi, v bistvu neke vrste spopad za to, kdo bo vodil levo sredino na prihodnje parlamentarne volitve. Potem te govorice oziroma informacije, ki krožijo, da bi po zmagi Tine Bregant na kongresu Slovenske ljudske stranke lahko prišlo nazadnje do neke fuzije oziroma povezave, predvolilne povezave med Slovensko ljudsko stranko in pa Janševo SDS. In pa kot tretjo temo, ta poziv socialnih demokratov, da vendarle grejo njihovi člani pa njihovi simpatizerji oziroma volivci na referendum. Skratka, niso se pridružili pozivu k bojkotu, ki ga je pač tega referenduma prihodnjo nedeljo, ki ga je sforsirala Gibanje Svoboda in pa Levica. Zdaj, prvi temi Prebilič Golob, nekaj momentov se je v principu zgodil. Videl sem v ponedeljek Marcel Štefančič, znan kot velik propagandist Goloba oziroma te Golobove vlade, se je začel zelo kritično izpovedovati glede Roberta Goloba. To je ena stvar. In pa okoli Prebiliča je slišati, da je začel cincati, da ni več tako odločen, da bo šel na parlamentarne volitve. Kaj se je zdaj potem vmes zgodilo, Peter? Glede Marcela imam jaz malo drugačen pogled. Jaz sem si to 2-krat pogledal. In zdaj najprej moramo vedeti, Marcel Štefančič spada bolj v levo sfero levega političnega prostora. Se pravi, jaz mislim, zato je zelo pomenljivo, indikativno, kaj on počne, ker tako je pač stvari. Ampak jaz to stvar gledam čez oči. Najprej ne razložim, mogoče, če kdo ni gledal, na kratek povzetek. Imel je 3 teme, Prva tema je bil Filip, danes je nov dan. Se pravi, Filip Dornič Muki. Tako. Muki ga poznamo. Neverjeten met v vesolje, neponovljiv met v vesolje. Ki je bil tam zaradi tega, ker se je zgražal, da se pravi omejitev kratkoročnega najema, zakon o omejitvi kratkoročnega najema, ki je že itak kompromis je premil. Potem je bila Umanotera, spet nevladna organizacija, ki je rekla, da nekako vlada še ni dala v obravnavo podnebnega zakona. Rekli so, da to moramo sprejeti zaradi kontinuitete, da tudi naslednja vlada, in to je ključno, bom potem pojasnil, zakaj ne bo mogla tega več omakniti. In potem tretja tema je bila o tem, da Slovenija se ni
se pravi, je priznala Palestino takrat, da so šli na evropske volitve, kot sem tudi sam v kampanji povedal, ne, to so naredili čustveno, da so dobili volitve, ne, da so zbudili svoje volilno telo, zdaj pa, ne, češ, da se Slovenija noče pridružiti tožbi pred meddržavnim sodiščem, tožbi Južne Afrike glede genocida. Ne. In cel ta kontekst oddaje sem videl nekako dvoje, ne, to se na levem polu redno dogaja, da je nekdo poklical Marcela in rekel, glej, zadnje leto imamo mi vlado, ne, ki lahko še kaj spravi čez, dajmo malo imeti to oddajo, zato da spodbudimo to vlado k temu, ne, da uresniči obljube, ki nam je dala, oziroma da te nevladne organizacije dobijo te vlade tisto, kar lahko od te vlade dobijo, ne, in kar od nje tudi pričakujejo. Ne. Denar. Seveda, denar za svoje delovanje, ne, danes je nov dan, oni imajo neko najemno... To gre vse v milijonih. Tako je, neko najemno posvetovalnico. 100,000 Skratka, jaz te oddaje nisem videl kot oddajo proti Golobu, ampak... Ne, odzivi so bili taki. Ne, razumem, ampak da zaključim. Ampak nekako videl sem dva namena. Prvi je pritisk na vlado, da jim dostavi v zadnjih zdihljajih mandata še tisto, kar jim lahko vlada te moči dostavi. In druga, po mojem, zelo pomembna zadeva, vstopamo v predvolilni čas. S tem so začeli trasirati okvir volilne kampanje, o temah, od katerih se oni želijo, da se govori, o zelenem prehodu, o omejevanju zasebne pobude, se pravi svobodne pobude, tudi pri oddajanju nepremičnin, ne, in pa spet nekako poseganje v spor Palestina-Izrael. Ne. Zaradi tega, da bodo te teme opredeljevale volilno kampanjo, do teh tem se bodo morale predvsem leve stranke opredeljevati, da si zagotovijo zalet za naslednje volitve, ne, da bodo teh strank, če bodo prišle na oblast, tirali svojo doto, ne, svoj denar, kot si ga prej rekel. Če bo prišel Janša, bo pa potem to tisto jedro, ne, kjer bodo, na katerem bodo počivali protesti proti Janši, da bodo še bili Janšovo vlado, da ne bo mogla, se pravi, uresničiti nekih stvari, ki bile dobre z državo. In jaz mislim, da gre izključno za to pri tej oddaji. No, skratka, odziv je bil približno takšen na teh socialnih omrežjih, da pač očitno po tej oddaji z Marcelom Štefančičem Golob je že odpisan, ampak ni še morda samo tega ugotovil, da je pravzaprav odpisan. Jaz ne vem, jaz tega nisem videl tako, no, ampak nekateri Golobovi mediji, zlasti Reporter, že začeli z napadi na Vladimirja Prebiliča. Sicer še ne najbolj ostrimi, ampak začelo se ga je malo za tem takovanim prsadem, ne? Ja, seveda, zaradi tega, ker Vladimir Prebilič je tisti nov stari obraz, ne, Kučan ga proglasil za starega obraza, ne, ki edini, ne, lahko nekako premeša karte na političnem prostoru. Ne. Če Vladimirja Prebiliča ni, bomo imeli dva pola, Janšo in Goloba, ne, in Golob z svojo mašinerijo, ki se napaja z energetskim denarjem, ki zdaj osvojil družbena omrežja, ne, kjer snema videe in nagovarja tiste ljudi, volivce, ki jih so v večini in ne spremljajo vsakodnevne politike, ne, in potem bo pač on tisti, ki se je boril za primat na volitvah, se pravi, da bo dobil največ glasov, in to je prvi scenarij, ne, ki verjetno ni uresničljiv, in dobil potem mandatarstvo. Drugi scenarij pa ta, ne, da pač Janez Janša dobi največ glasov, vendar ga potem z ostalimi strankami osamijo in zopet prevzame levo vlado. Ja, pa Golob, pa ta njegov krog daje ta signale, da bo ta spopad znotraj levice, ne, za primat oster, kot še ni bil doslej, z vsemi možnimi resursi, FURS, policija in podobno. Ne. Ja, zaradi tega, ker vse te podsisteme Robert Golob obvladuje, ne, kdor tega ne verjame, tudi glede FURS-a, naj si pogleda, kaj naredijo zdravnikom. Ne. Tudi po mojem mnenju kot je opozoril tudi bivši minister Janez Šuštaršič, nezakonitimi pregledi zdravnikov. Ne. Skratka, Robert Golob ima denar, obvladuje trenutno vse podsisteme in vse inštitucije, ki imajo nek represivni aparat, lahko kaznujejo, lahko te blokirajo, ne. In s tem se bo spravil na Vladimirja Prebiliča, zaradi tega, ker je ocenil, ne, da ga ogroža. Ne. Vladimir Prebilič, pa ne pozabimo, je župan v Kočevju, ne. In zagotovo ima kakšno zadevo na svojem nahrbtniku. Eno poznam recimo sam, ki se mi je zdela čudna, on je bil kandidat za evropskega poslanca, ne? In potem so imeli Radio 1 tisto kolesarjenje Deželak junak, kjer je tudi kolesaril Vladimir Prebilič, pri čemer se je kolesarjenje začelo z donacijo 1000 evrov, ki je dala občina Kočevje, ne Vladimir Prebilič. Ne? Se pravi, občina Kočevje je donirala 1000 evrov za tole akcijo, ne? Pri čemer je bil župan Kočevja Vladimir Prebilič, ki je bil tudi kandidat za evropske volitve, ne, kjer vsak, ki to gleda, se vpraša, ne, kaj dela tukaj Računsko sodišče, kdo to preveril, ne, ker tukaj gre za sum tega, da je mogoče Prebilič svojo evropsko kampanjo financiral z občinskim denarjem. In recimo take podrobnosti, če pridejo ven, ne, ga zagotovo potopijo. Eno podobno si ti povedal, kako da je to. Recimo to zadevo sem jaz opazil, ker sem takrat tudi kot kandidat spremljal to kampanjo zelo podrobno in sem to videl in me je bilo zelo zanimivo, da nihče na to ni opozoril. Ker načeloma, ne vem, zdaj jaz pač moj vtis bi bil, ne, da je
da je pač res Golob bojec, večji verjetno kot Prebilič in sposoben uporabiti te resurse. Tu je zdaj več stvari. Jaz bi najprej bi pokomentiral tale Studio City z Marcelom Štefančičem. Seveda, Golob je pač razumljivo. Vsak novi obraz, čim pride v uporabo, je že odpisan. To je tako kot avtomobilska pneumatika. Ko jo boš kupil, veš, da bo čez 2 sezoni boš kupoval novo, bo zamenjena. To je vedno tako bilo, zato ker si tranzicijska levica si ne more dovoljiti tega, kar se je zgodilo na volitvah 2018 in kar je potem rezultiralo, se pravi v januarju oziroma marcu 2020, da Janša pride na oblast, ker dobi Janša največ glasov, bi rekel, in postane relativni zmagovalec volitev. Taka pozicija je nevarna. Oni potrebujejo relativnega zmagovalca volitev, plus potrebujejo večino v državnem zboru. In zdaj Golob je pač neverjetno je to, da Golob ima vse v rokah. On ima FURS, on ima sodišča, on ima policijo, on ima vse medije, ampak kljub temu je vsak dan več, kot ima vlasti v rokah, šibkejši v javnomnenjskih raziskavah, en Prebilič, ki sploh nima, bi rekel, davčne rezidence, po mojem sploh nima več v Sloveniji ali malo, kako s temi davki, ki je pač plačanje iz Brusla, iz proračuna, in ga ogroža, in nima pa Prebilič čisto popolnoma nobene moči, ničesar ne obvladuje, nobenega vzvoda nima, na katerega bi pritisnil. In seveda drugo, kar pa je pa izredno, mislim, jaz sem vedno vesel, jaz ocenjujem, da pokazalo se bo, se že zdaj kaže, samo še ni čas za analize delati, mogoče bom jaz eno naredil predvsem za mednarodni prostor. Ta levica ima v sebi gene destruktivnosti, in ta gen destruktivnosti zadeva najprej tisti temeljni, bi rekel, človekov habitus, to je istovetnost med tem, kar ti govoriš in med tem, kar ti delaš. Ker oni govorijo eno, delajo pa popolnoma nasprotno od tega. Oni se zavzemajo za malega človeka, vsi ti humanotera, NOB ali karkoli že imamo, se NOB je ista zgodba kot NOV, pa samo kako z nekimi sredstvi pride do enega zelo pomembnega položaja. NVO, pa NVO ali pa NOB, pa to je čist, pa princip je isti, vse so ostalo nianse. Vse čisto isto, mislim, samo zato je umrl tok in tok ljudi in to, ampak razkorak med besedo in dejanji je neverjeten. Ni gre za denar. Sam pogled, mislim, vsi ti NVO-ji so najprej začnejo pogovarjati od 100,000 oziroma od milijona evrov naprej. In jaz bom neskončno srečen, če bojo res stisnili, bi rekel, te leve stranke v paketa, oziroma v primež, da se bomo mi morali potem pogovarjati v predvolilni kampanji o nujnosti zelenega prehoda. To je absolutno odlična tema, s katero se danes po zmagi Trumpa, po tem, ko že je Merc, ko Evropska ljudska stranka govori, da je zeleni prehod neumnost, potem, ko se more Greta Thunberg angažirati na nekih plovilih, bi rekel, čez Mediteran, ki grejo, da tam zdaj navija za Palestino, se pravi, da je to projekt, ki je propadel, zeleni prehod je propadel, Zdaj so celo ven dali to moram gledalce opozoriti, da so ugotovili, da večje kot je globalno segrevanje, več ledu se na Antarktiki nabira. To so zdaj ugotovili, da ne znajo še pojasniti. To je protislovje, direktno protislovje, ti si pač, bi rekel... Globalno segrevanje je statistično dokazano. Ampak na globalno segrevanje pač je tema, ki je absolutno kontraproduktivna. Če oni nameravajo to temo prek Umanotere in to, vprašajte Aleša Hojsa glede Umanotere. On je dal neke tvite, da je bil pač priča izsiljevanja za denar ali nekaj tazga, zdaj ne vem na pamet, ampak vprašajte glede te Aleša Hojsa. In druga zadeva, seveda, če bojo priznanje Palestine oziroma pomoč Palestini terali kot prvo prioriteto volilne kampanje, odlično, jaz si tega res želim. In tretja, če bojo še naprej omejevali oddajanje nepremičnin, ki je v bistvu protiustavno, to je absolutno protiustavno. Se ta zakon bo vedno končal na ustavnem sodišču. Kot je nepremičninski davek in kot je ta zakon o zdravnikih je v bistvu protiustaven, ker je pač zoper, ti ne moreš omejiti dobička, ta koncesija, to je pa sploh sama idioterija. Jaz bi si res intimno najbolj želel, da so to glavne teme volilne kampanje. Recimo pa če zraven potegnejo še kakšnega severnega medveda, pa še kakšnega tjulna, pa še kakšnega tega mukija, recimo. Zajemi, da se bo vse vrtelo okoli Janša dali proti njemu, ampak hočem reči, to bojo, oni bojo zahtevali, jaz se to s Petrom strinjam, oni bojo zahtevali promocijo, zahtevali v prostor, zato ker je to njihov biznis, ker je to njihov proračun.
Ker je to njihov proračun. Oni morajo abonirati svoje teme na javnomnenjskih debatah, na razpravah, zato ker bojo lahko potem izstavili račun, dobesedno. Nesrečno jim je proračun dvignila desna vlada. Dajmo se spomniti, se pravi, kar je po mojem pozitivno ukrep, kar naredila Janševa vlada, dvignila teh % dohodnine, ki ga lahko državljanke in državljani namenimo nevladnim organizacijam po lastni izbiri, na %. No. V zameno so pa hoteli narediti to, da nerazporejen denar se vrne v proračun, kar bi bilo logično, ker če da meni, se pravi, možnost, da jaz % svoje dohodnine nekomu doniram, ampak so potem, očitno vlada je bila takrat preveč šibka, so jo koalicijsko šibka, so jo nevladne organizacije stisnile in tega niso dosegli, se pravi, ves denar, ki ostane nerazporejen, gre za nevladne organizacije po nekem političnem izboru. Zdaj, kaj se je zgodilo, ker so dvignili in pol so podvojili ta sredstva, pa prepričan sem, da mnogo ljudi, ki je že nekoč se opredelilo za %, dodatnega %, ni prerasporedilo, ker ti prerasporediš odstotke in je tega denarja ogromno. In zdaj tele nevladne organizacije v resnici se zaradi tega, ker je bil ta ukrep pod Janševo vlado speljan zgolj polovičarsko, se še bolj napajajo. Temeljni skupni imenovalec je torej denar. Seveda, absolutno. Njihove besede govorijo popolnoma o nasprotnem, da jim je za interes planeta, za interes tjulno, za interes sevnih medvedov, za interes malega človeka, delovnega človeka, za interes slovenskega naroda, ne vem kaj. To pa govorijo, to razlagajo, ker nikako več. Najprej interes malega človeka, najprej kjerkoli, kakršnakoli krivica, ki se je zgodila od tega, da je velika mravlja malo mravljo požrla, do tega, da je ne vem koga, je ona tam, mi že 8. marec gasimo, popravljamo krivice. Halo? Pričemer bi rekel to, kar si prej že nakazal, zdaj, komu šlo za spopad Golob proti Prebilič? To zdaj že gre za tole. Bo Golob zagotovno zmagal iz 2 razlogov. Prvič, Golob... Sploh ti staviš na Goloba, ne na Prebiliča. Več razlogov, zakaj je Golob v prednosti. Prvi razlog, ki smo ga že omenili, je, da ima pod sabo ves represivni aparat in lahko Prebiliča, in tudi trenutno še medije, in lahko Prebiliča začne čisto brutalno napadati. Drugič, kot je v eni od prejšnjih oddaj lepo povedal Aljuš Pertinač, Golob, karkoli mu lahko si ne mislimo, on je borec. In tretja zadeva, njemu gre po mojem mnenju za življenje. Se pravi, Golob mora biti v naslednji vladi, sicer se lahko proti njemu zgodijo kazenski postopki, ki ga bodo spravili v zapor. Skratka, Golob ima, prvič, ima resurse, denar in oblast in ima dober motiv, to je, da varuje svojo svobodo, če se začne njegove rabote preiskovati, se lahko znajde v kazenskih postopkih, in zaradi tega je motiviran in po naravi je karakterno, je agresiven in je borec, Vladimir Prebilič ima pa vse nasprotno, se pravi, Vladimir Prebilič prvič ni borec, je malce bolj medopolitik, ker sicer slovenskim volivcem sede, ampak zdaj pa v spopadu z nekim Golobom, kjer se mora spopasti na levem polu, je to neugodno, ima dobro plačano službo v Bruslju, za katero bo dvakrat premislil, a jo bo zamenil. Poleg tega, kot vseeno je vešč politik, izobražen politik, ker jaz mislim, da v Bruslju lahko, se pravi, tam imaš cel kup nekih lobistov, spomnimo se afere Huawei, ker pomeni lahko dela neke biznise tudi znotraj evropskega parketa, ki je mnogo večji kot slovenski. Evropejcev je 450 milijonov, Slovencev je samo 2 milijona in sorazmerno večji so tudi interesi do odločevalcev. In pa zdaj, se pravi, on bi verjetno sem prišel, tako kot je sam povedal, tudi tvojo daji, če bi bili izpolnjeni 3 pogoji. In eno teh je, da mu naredijo avtoceste pa v politiki ni, moraš si jo nekako izboriti, ti se moraš dogovoriti, bodi si, da to preveč stane, se pravi, omrežje moraš vse mogoče obljubljati, bodi si moraš imeti svoje lastne resurse, kar je imel Golob in tega Prebilič nima. Zdaj, Matjaž Han mu je to že nekako zavrnil, Seveda, in zdaj pa verjetno pa to, se pravi, kdo pa se po mojem mnenju poleg Goloba še najbolj Prebiliča, to je Anže Logar. Boji. Mislim, da mu je neugoden, če pride v politični prostor, o tem smo tudi že govorili, namreč tako Logar kot Prebilič stavita na karto zmernih volivcev, ki jih je veliko. Mi imamo v Sloveniji izrazito polariziran volilni prostor, ker imaš na eni strani Janšo, ki ima svojih trdnih 25%, ki imajo Janša za Boga, in na drugi strani imaš zdaj nek lev obraz in zdaj Golob posnema Janšo v tem kontekstu, se pravi, tudi Golob gre za nekim bojem, on tudi radi svojega ega Golob ne bo klonil. Zakaj se pa on bori?
Sem povedal, zakaj? Za svobodo, ne, po mojem mnenju. Za lastno svobodo, ne? Zato, da ne bo kazenski postopek. Za svobodo. Ker 3 leta nazaj se še boril za svobodo. Se je za svobodo, zdaj se pa za lastno svobodo. Takrat se je za tujo svobodo boril. Nismo razumeli, on nikoli rekel tujo. Rekel za svobodo, ne? Se pričujem, nikoli ni tega rekel. Se Peter je mislil cinično. Cinično, ne? Potem vsaj ne laže. Pa boril se za solarizacijo Slovenije, ne? In če mu to uspelo, dajmo pogled, kaj se je zgodilo dol na Portugalskem Španiji, sem prepričan, da bo prej slej prišlo ven, da je tu zaradi obnovljivih virov energije, ne? Kot za njih energetsko omrežje, ne? Zadeva pade in tudi recimo, ko sem se pogovarjal, zakaj je šla pri nas Kobramžina gor, ne? So mi nekateri poznavalci rekli, poglej si NEPN, ne? Nacionalni energetski in podnebni načrt, ki smo poslali v Bruselj, tam smo mi razvili nekoliko 50 milijard za obnovljive vire energije. Bruselj je verjetno rekel, super, mi to podpišemo, ampak vi morate jačati omrežje. Ker mi ne bomo talci cela Evropa tega, da če bo Slovenija padla zaradi nestabilnih elektroenergetskih virov, bo padel omrežje je povezano, lahko doživi cela Evropa energetski mrk. In Evropa rekla, če ta NEPN vam podpišemo, ne? Ampak v zameno morate vi recimo 5krat ojačati omrežje. Zato so agencija mogla dvigati ceno omrežnine, ker to pač stane. Ne? Obnovljivi viri energije pač stanejo. Samo tega ljudje ne razumejo, ker ne gledajo zgodbe celostno. Zdaj že kar veliko razumejo. Zdaj pa, če se pa vrnem nazaj, se pravi Logar, Prebilič, ne? Oba nagovarjata zmerno volilno telo, ki ga je vedno več, ker je naveličano vsega tega prerekanja. Ne? Naveličano je protestov bodi si kolesarjata, bodi si pred sodišči. Pač, zdaj, a je to pravično ali ne, je vseeno, ampak ljudje so pač tega naveličani in oba bi iz tega bazena zajemala. Ne? Pričemer jaz mislim, če se pojavi samo Logar, bo tudi lev del sredinskega volilnega telesa verjetno sprejel nek kompromis in bo reklo samo, da imamo umirjeno retoriko in odprli Logarja. Ko se pa pojavi Prebilič, se podobni tarčo volilnega telesa, ne, ima prednost pred Logarjem v tem, da nikdar ni bil član SDS-a in da pripada levemu političnemu polu in se lahko začne prelivanje glasov do te mere, da v bistvu Logarja sprazni. Ne? Tako da v bistvu resnična grožnja Logarju je Prebilič. Ne? Če se Prebilič ali kdo podoben Prebiliču, ki ga zdaj ne poznam, na političnem prostoru ne pojavi, ne? Potem v tej zmernosti Logar nima konkurence, ne? In vedno je fajn nagovarjati volilno telo, ki ga drugi ne nagovarjajo, ker potem imaš zagotovljeno neko volilno podačo. To se pravi, kaj največji vojni dobička, poleg Goloba, ne? Če bi Prebilič odstopil, ne bi šel v volilno tekmo, bi bil potem Golob in Anže Logar. In potem Anže Logar, ki bi tudi verjetno potem postal akter in bi lahko tudi diktiral potem tempo po volilne koalicije, ne? Ker dvomim, da bi levi pol ali Janša, ne? Recimo še z Novo Slovenijo, ker druge desne stranke trenutno ne vidim, da bi lahko prišla v parlament, ne? Že Nova Slovenija visi, ne? Se pravi, kdo od njiju zbral več kot polovico. In tukaj je bil na tehnici Logar, ki bi imel izjemno veliko moč. Ne? Če pa pride Prebilice, pa ta matematika lahko resnično poruši. Zanimiva je ta teza, ne, od Petra, da mora Golob na nek način ostati na oblasti, da je končal v zaporu. Ne? Ja, pa jaz se, to je za res vedno realna nevarnost. Jaz se s to tezo, recimo, ne bi, to je ena od tez, s katerom recimo se s Petrom ne bi strinjal, preprosto zato, ker če pogledam nazaj kronologijo, ne, recimo novi obraz, ne, dobi pač, to je tako, kot če greš v diplomacijo, dobiš določeno imuniteto. Ne, novi obrazi dobijo določeno imuniteto. Recimo, en najbolj uspešnih novih obrazov na začetku te paradigme je bil Zoran Janković. Ne, in Zoranu Jankoviću se pač ni nič zgodilo, čeprav ima materijala, kot mi vemo, kar nekaj, ne? Ampak se njemu, on je pač ima avtomatično imuniteto. Jaz tudi mislim, da se pravosodje, če bo enkrat, ker Golob je odpisan, ne? Tle je problem, Golob je zdaj sekundarni akter te celotne zgodbe, ni več primarni akter. Primarnega akterja pa ni, ne? In tudi Prebiliča, jaz mislim, da tranzicijsko ozadje pač malo preizkuša, malo gleda, ampak jaz mislim, da primarni akter Prebiličev problem je predvsem ta, da on ne posega v prostor sredine, ne? On sebe definira kot levega politika, govori o konsenzu na levi sredini, govori o levici in tako naprej. In s tem jasno, bi rekel, Goloba dela nervoznega, ker Golob se je pa z vsemi svojimi, bi rekel, manevri postavil pač na mesto skrajne levice. To, kar se pri nas dogaja, je politika, to, kar dela Golob, je politika skrajne levice oziroma uresničevanje skrajne levice, ki je pa Čebinska stranka ali stranka Levica pisano z veliko začetnico. Ne. Novi obraz pride en mesec pred volitvami,
To je tako, kot bi rekel, ta hipersonična ameriška raketa, ne, ki prije tako hitro, da je nemogoče, bi rekel, ali pa to, kar uporabljajo Izraelci, ko se lotevajo Irana, da je nemogoče jo sestreliti. Ne. Se pravi, to mora biti čas, je zdaj absolutno, smo še predaleč od novega obraza. Samo pogledajte, Janković je prišel tik pred zdajci, kdaj je bilo to? Volitve so bile konc 4. decembra, on je prišel začetku novembra, konc oktobra je prišel Janković ven. Cerar je prišel en mesec pred volitvami, ne. Golob je prišel za stranko in s tem je prišel tik pred zdajci, ja? Tik pred zdajci, ne. In se pravi, oni zagotovo delajo laboratorij, njihov testirajo 5-6 ljudi, ne, ki bi jih lansirali, za njih mora biti pa bistveno to, da je, bi rekel, vezni člen med levico in med desnico. Ne. In sem pripričan, da se tudi, bi rekel, so se ukvarjali z mojim sogovornikom Petrom Gregorčičem, kako bi on v ta špil pasal, ampak so tem ugotovili, da pač Peter Gregorčič je preveč, bi rekel, avtonomna oseba, ne, ker zato, da si novi obraz, moraš pa pač dati, bi rekel, hrbtenico strana, ne, in moraš pač delati to, kar ti strice iz ozadja povedo, ne, in če ne delaš tega, potem te pač umaknejo, ne, ampak če te umaknejo, ko si umaknen, imaš naprej imuniteto, samo tako si jaz lahko razlagam to zgodbo z Jankovićem. Mislim, da se z Golobom, ko bo enkrat pač prišel konec, a ne, tudi formalen, a ne, se ne bo nihče ukvarjal, to bojo pustili, to je pač tako. Zato, ker, a ne, mislim, oni ne smejo pozabiti na to, a ne, če bojo oni bili grdi in zašili novi obraz, ki je postal stari, a ne, bo naslednji novi obraz, če bo imel kakšen nahrbtnik, vsakdo ga pa ima, pomislil bo rekel, ja, halo, če se bom jaz v tole spustil, me bojo navili, tako kot so navili Goloba, ne. Zato je Janković ima popolno imuniteto, lejte, tistemu, ki se to gre, se nič ne bo zgodilo. To jaz mislim. Mislim pa, da se bo, zdaj, zato pa je seveda potrebno, da nekdo se javi za novi obraz. Očitno se je javil, ne? Samo če smem glede Jankovića. Pejblic se je očitno javil, ne? Malo prehitemo, da. Je se javil ali se pa ni javil? On je tako, kot nevesta, ki je še nedolžna. Mislim, on je rekel 3 pogoji, da grem jaz v poslo. Za pa najprej Rinka, pa po 3 pogoji. Avtocesta, tako kot se smo jih rekli. Denar pa prosim na levici primat. Mir in lepo božati in biti prijazen in ljubčki. To je rekel. Ekipa, ne, mir pa denar, te troje. Ja, hočem reči, ampak on še ni, bi rekel, šel v zakon, še ni konsumatuma, ne, konzumiral tega še ni. Če smem glede Jankovića, no, vseeno je zadeva drugačna. Najprej moramo vedeti, Janković nikdar ni bil predsednik vlade. Bil je izvoljen, potem, ker, kot je rekla Ludmila Novak, ni znal štet, ni bil izvoljen za predsednika vlade in potem je odstopil in se vrnil v župansko mesto. Ne. Zdaj, ko govorimo o kazenskih postopkih, ne, ni nujno, da to tranzicijska omrežja se speljajo. Kot slišim, recimo Golob si je nakopal veliko nasprotnikov tudi v policiji. Ne. Nekoč v prvem letu njegovega mandata mi je nekdo rekel, ne, policija sama piše kazenske ovadbe, ki bo enkrat lansirala proti Golobu, ker je posegel v njene strukture in je tukaj, in recimo Tatjana Bobnar je tak primer in vsi te zadeve zdaj spijo zato, ker ima Golob, ne, preko svojih direktorjev policije in tudi direktorjev NPU-ja, ima kontrolo nad tem, ne. Ko več ne bo imel, potem je pa vprašanje, ali bo novi obraz bil voljan, se pravi se ukvarjati s tem, da ščiti Goloba, ali bo pustil, da ta zadeva gre svojo pot. Lej, pa tudi, če se ti nič ne zgodi, stvari so neprijetne. Ne? Čeprav zdaj, Peter, veš, zdaj Janković je ena stvar, ampak vsi ti novi obrazi so na nek način, to ima prav Boštjan, so na način, vendar je nekaj karierno še vedno situiranje. Recimo Alenka Bratušek je ministrica v Golobovi vladi, Cerar je postal dekan pravne fakultete, Šarec je evropski poslanec in podobno. Ne? Ampak vse so ustavili, ko si hoteli ustaviti, s tem, da sem razgradili poslansko skupino, ne? Ker je novost pri Golobu in tukaj Golob lahko dela tudi reze globlje, ne? Ki grejo komu na živce ali pa mogoče Golob je svoje omrežje, ne pozabimo tega, ne? In mogoče on s tem posegel tudi v interesne sfere nekoga drugega in če bo on hotel tu zadržati, potem se bodo ozadje z njim ukvarjala. Ne? Ker bi pa sam še glede testiranja obrazov se strinjam, to se vedno dogajalo, spomnimo se Tomaža Vesela, ne?
Skratka, tranzicijska levica vedno, se pravi, najprej nežno, se pravi, testira razne obraze, tega ljudje niti ne zaznamo komentatorji, ne? Potem pa na koncu vidi, kateri je najbolj primeren in tik pred volitvami ga v vsej polnosti podpre. Ne? Ja, in da mora soglasje, ne? Mislim, ta novi obraz mora soglasje in ta Golobova moč izhaja iz tega, ker se točno ve, tako je sklepam, mislim, imam nobenih informacij, ampak v zadju, da se vedno težje da soglasje, zato ker je vedno manj komodno biti novi obraz. Konec koncev bi Prebilič ni dal soglasja. Prebilič je dal več kot soglasje. Prebilič je pokazal, tukaj sem. Ker s tem, ker on je vstopil v ta prostor, s tem, ker on rekel 60-40, ti moraš tem omrežjem dajati signale, jaz sem pripravljen. Se pravi, in te signale moraš dajati tudi skozi medije in zdaj to igro se je Prebilič začel videti. On je bil izkoristil svoj komentatorski prostor in se je ponujal, rekel, nisem se še odločil, potem je rekel 60-40. Zdaj on s tem cincanjem recimo dokazuje, da ni materijale kako za nov obraz. Mislim, s cincanjem spomnil sem Mira Cerare, se je pol poslala se pravi, karkoli si Mira Cerare vprašal, rekel, najprej bom premislil, potem se bom odločil. Ampak po eni strani to v volilni kampanji je nekaj, kar pri Slovencih očitno užge. Se pravi, če bi. Ti si takrat pred časom rekel, to se dobro spomnim, da Prebilič v bistvu zdaj niti ne sme povedati, da bo šel v parlamentarno bitko. Ne sme, ker bi ga napadli. Težava je po tem, da pač obveščevalne službe drugih, če se malo hecno tako izrazim, obveščevalne službe drugih strank zelo dobro vedo. To so že preventivni napadi, ki se zdaj dogajajo. Seveda, to so preventivni napadi, vedno se dogaja preventivne napadi, ker je najlažje kandidata prestrašiti, da sploh ne vstopi. Ko namreč nekdo vstopi, za njim neko omrežje že stoji in to omrežje je buldožer, to omrežje ga potem rilno. Jaz mislim, tudi to omrežje, ko enkrat vstopaš v zgodbo in si v areni, ti dajo vedeti, da če boš odstopil, te bodo še oni pokončali in potem pač nimaš več izbire. Se pravi, Prebilič mora prestopiti Rubikon, postati uradni kandidat in potem ne bo več imel umika. Kot sem rekel, to je bistveno prezgodaj, ampak to cincanje recimo takemu in takemu delu, bi rekel, volilnega telesa strahotno odgovarja. Pač taki Slovenci smo v bistvu zmogli tisti pogum, mislim, ne, so tudi ljudje, ki so pač drugačni, ampak konec koncev ta fenomen Drnovška, ki se je obdržal toliko časa, Drnovška si jaz ne predstavljam, da bi bil lahko predsednik vlade kjerkoli drugje. Na Hrvaškem zagotovo ne, v Srbiji zagotovo ne, v Franciji zagotovo ne, v Italiji zagotovo ne, v Avstriji zagotovo ne, mislim, sploh ne vem, kje bi lahko tak produkt ti v Ameriki zagotovo ne, kje bi lahko tak produkt ti potržil, razen v Sloveniji. Neki Slovenci so pač, to je pač en del Slovencev, da je tak, da se pusti dalj časa nagovarjati, da se boji, da ne ve, kako se bo odločil in kandidat temu. In Prebilič ima tak, bi rekel, čist lunaren obraz. On je tak, k polna luna z medom zalita, tak, ne vem, mislim, neko oddaja, neko absolutno, bi rekel, ne vem, njegov pravi ime in priimek ne bi bil Prebilič, ampak če bi bil nekdo Srečko prijatelj. Tako to mi on pač, Srečko pa vaš prijatelj, to bi bil, to on izžareva. Jaz ga sploh nisem poslušal, razen tisto, kar me je zanimalo pri Bojanu, ki sem videl, da imajo Romi popolno imuniteto, kar je pač problem zase, ker nima z njim. To je bilo neverjetno, kar je on v bistvu off the record izpovedal v tistem belem, praznem prostoru, samo če si ga pravilno poslušal, ampak to nima s Prebiličem nobene zveze, drugače pa on, seveda, in zdaj se tukaj gunca, pa tudi se logično, mislim, da sem jaz evropski poslanca, in da bi jaz šel v tole mesoreznico, ki se reče novi obraz, ker to ni prijetno, mislim, to ni bilo nikoli prijetno, bi razmislil, sploh, ker je zdaj, kot sem rekel, tudi v tej vdaji, zdaj samemu sebi kruh reže dobro, in ga z maslom in medom obilno maže, potem ga bojo pa drugi rezali, kot si ti rekel, ko pa enkrat rečeš da, ko greš v poroko, ko greš v posteljo, ko je konsumatum, zakon, použit, ko se akt zgodi, pa ni več poti nazaj, nedolžen si samo enkrat, in potem pa seveda bojo pa drugi z njim upravljali, in on se tega zagotovo zaveda, in to so pač, in to jaz mislim, temeljna zadeva, temeljna formula, če smem tukaj zaključiti, je pa ta, da je za novi obraz, ki bi zagotovil relativno večino na volitvah, zdaj le prezgodaj, nikoli ga niso delali in ne Prebilič, ne Golob pa najmanj, ker Golob se je zameril,
sistematično se je zameril tolkim in tolkim slojem v državi, ki so zanj ga preglasovali, začenši zdravniki. Večina zdravnikov je glasovala za Svobodo, za Goloba, da ne bo noben. Mislim, če ga bo kdo, če ga bo imel priložnost, mu dal eno špriko. Kakšen ga bo še, se veš, kako je to pa nas. No, hočem reči, ampak mislim, tle Je pa Golob, no sam še to, da dodam, ali pa ne vem, če boste kaj pokomentirali, je popolnoma spremenil svoj življenjski slog, predsednika vlade. On zdaj praktično dela samo še na socialnih omrežjih in samo še obiskuje te dogodke, daje izjave, me govor in tako dalje. To je popolnoma zdaj, bom rekel, spremenil kot dan in noč. Sekretar dela nič, se tudi prej ni nič dela. Sekretarke za Instagram so mu dale smernice. Ne, pa to ima Boštjan prav, vprašanje je sploh, če kaj še ni nič spremenil, se prej ni delal, pa zdaj ne dela. Prej, samo da se pojavlja na Instagramu, prej se je pa tudi pojavilo na Instagramu malo manj. Da se je več ukvarjal s tem. To, kar je prej Boštjan rekel, da ta vlada ima politiko levice, je točno posledica tega, da Goloba država ne zanima. In se pravi, Golob edino agendo, ki je imel solarizirati Slovenijo. Nič drugega ni njega zanimalo in s tem se je on ukvarjal, verjetno preko svojih nekih podrejenih. Drugega pač ni brigalo. Na začetku se spomnimo, ga tudi tujina ni brigala. Ker rekel, naj gre Pirc Musar v tujino, se pravi predsednico. Zdaj pa, ker je pač verjetno Tina želi potovati. Tina ne samo želi potovati, ker je videla tu izjemno dobro za Instagram. Pazi, da ti narediš Instagram posnetek na pogrebu papeža. Pa mreži se po svoje. Pa pač dviguje ti tvojo publiciteto. In zaradi tega je verjetno ga zdaj ona prepričala, da je vseeno pomembno, da sta ona dva pri pomembnih državnikih. Ampak tu bi rekel, ker on bil prazna lupina v resnici, ni imel nikakršnega programa, mogel pa nekaj delati. Edina stranka, ki v koaliciji je pa imela resen program, je bila pa Levica. Zaradi tega Levica uveljavlja v svoj program, ker pri SD-ju, bodimo iskreni, je bilo podobno. Tanja Fajon, kot sem takrat na začetku slišal, njej je bilo pomembno samo, da potuje. Ona se s politiko ni ukvarjala. Ona je prišla pač iz Evropskega parlamenta, sem postavila jim, kakor slišim, pogoj, da ohrani dohodke tako, kot je imela evropska poslanka, in potem je pač potovala. In tudi, če se spomnimo takrat... Takšni dohodkov pa vedno ni mogla ohraniti, ne? Si lahko plačan kot predsednik stranke in stranke še dodatno, ne? Tu lahko vse ti ohraniš. Zdaj ni predsednica stranke, ne? Kako ima zdaj urejeno, ne vem, ampak dajmo se takrat spomniti, ko je bila tista afera, ki jo odnesla, ne? In je bila takrat, kako je, se pravi, bila vesela, da je bil Han izvoljen, ker je vedela, če bo Han postal predsednik, bo ona ostala zunanja ministrica. Ker če je bil Brglez, zagotovo zunanja ministrica ne bi ostala in pač njen življenjski moto, potovati na državne stroške, se ne bi več mogel uresničevati. Peter, druga tema. Slovenska ljudska stranka. Bral sem ti zapis v mediju Slovenec, ker so nekako zapisali po vsem tem, ko so te počitali, da si eksponent SDS-a, da pa če zdaj ne bo druge možnosti, se bodo pač povezali z Janševo SDS. Si verjetno ti podobno sem prebral, pri čemer moramo gledalcem... Mislim, več čas se je govorilo o povezavi z Novo Slovenijo, z Fokusom, z Anžetom Logarjem, zdaj na koncu bi pa, ne vem, se povezali enkrat z Janšo. Najprej moramo gledalcem pojasniti, Slovenec je spletni časopis, ki ga izdaja Inštitut dr. Antona Korošca, to je miselno vozlišče ali think tank Slovenske ljudske stranke, je tudi član, ta inštitut je tudi član Martens centra, to je miselno vozlišče Evropske ljudske stranke in če on ne bi bili povezani z SLS-om, bi padli ven iz Martens centra. In direktor tega inštituta, ki je lastnik Slovenca, je Primož Jelševar, ki si pridržuje kar velik vpliv v SLS-u. Je bil to, kad si ponovno izvoljen v izvršni odbor? Seveda je bil. Je ponovno noter in on je direktor tega inštituta. In ena od mojih tez, zakaj se kruhoborci tako borijo za SLS, je ta, da mogoče bi nov predsednik rekel, Inak, inštitut dr. Antona Korošca ni več miselno vozlišče SLS-a, potem bi letel ven iz Martens centra, iz Evropskega vozlišča EPP-a, ker ne bi bilo, ker pogoj, da si član Martens centra je, da si povezan z EPP-em in oni sem preko tega in potem oni nekih verjetno, ne vem, jaz si mislim, ker bilance niso javne, si mislim, da tam gre za neke evropske denarje in bi bili odtegnjeni od tega evropske denarja. Toliko za uvod. In zakaj, in zdaj pomembno je to, zdaj se pa v tem časopisu pojavi ta ideja. Točno ta uvod je zaradi tega, ker kar piše Slovenec, to je v bistvu strankarski časopis SLS-a. Se pravi, to je treba, vsaj sam, kot bralec, gledam skozi oči, kaj sporoča SLS, kaj hoče SLS trasirati v javno mnenje in v tem znamenitem stavku, ki ga omenjaš, se začelo tako, da dajmo najprej novi predsednici pol leta časa, da vidimo, kaj se bo zgodilo z anketami. Če bodo ankete kazale kakšen odstotek do vstopa v parlament, se pravi tik pod pragom, potem pravi, je smiselno povezovanje s sorodnimi
srednjimi desnimi strankami, ne imenuje jih, ampak razume se, da sta to Fokus pa Nova Slovenija, in sicer poudari na tako imenovanih fair temeljih, ne? Če pa bo slabše, potem pa bi si želeli skupno listo s 5 do 10 mesti, to je verjetno tudi njihov kadrovski doseg, lahko pa pridem do tega, ne? Neke večje stranke, recimo SDS, in se zaključi, zakaj pa ne. Ja. Skratka, ti kruhoborci zelo dobro vejo, ne, da s Tino Bregan preboja ne bo in zdaj morajo med svojim članstvom, ki ga bere ta časopis, ne, ker to je končno njihovo bistvo neko interno glasilo, ne, bi lahko malo cinično rekel, ne, cinično, pač mora trasirati to pot, da bodo na koncu ne dali 5 do 10 ljudi, ne, tiste ključne kruhoborce, ne, recimo Bogoviča pa te, da jih bodo dali na SDS stranko, ker pa vejo eno stvar, ne, Bogovič, če kandidira v Krškem na listi SDS-a, bo poslanec. 100%, zaradi tega, ker se pravi, v tisti volilni enoti bo SDS dobila več kot enega poslanca in Bogovič po mojem bo, ker potem se pa razdelijo znotraj liste glede na število procente, ki jih dobiš v svojem volilnem okraju, in Bogovič bo v Krškem dobil 40%, ker je sigurno bo dobil 40%, ker je bil tam župan, ne, in tam je edina njegova volilna baza, to sicer pomeni manj kot 2000 glasov. Ni pa to dovolj za samo stranko? Ne, za stranko to nič ne pomeni, ker to je manj kot 2000 glasov, recimo Evropske volitve je Krškem dobil 1800 glasov. Toliko jih bo dobil tam noter. 1800 glasov, 40 do 50 tisoč jih rabiš od volilne udeležbe, da prebiješ prag. Skratka, to ni vse skupaj nič. Ampak lahko pa, to, kar Bogovič zelo dobro zna, on se zna dati na listo, ki so izvoljive in potem se poteguje recimo v Evropskih volitvah, da prehiti tretjega kandidata na listi SDS-a pri volitvah v Evropski parlament. To zmore. On se zmore skomovčati, da prehiti nekaj kandidata. In v fuziji za kakšno drugo stranko on dejansko pride v parlament. On pride v parlament in zato je pol vprašanje, recimo, to je že bilo, to je bilo 2019, je prišel Evropski parlament s pomočjo SDS. Ne, ampak recimo, zanimivo pri tem človeku je to, ko je pa šlo za ljudsko stranko, in je bil on evropski poslanec in se gospod ni želel odpovedati svojemu mandatu, se je pa dal, mislim, da se je dal na Fužine. Ljubljanske Fužine, noben desen, tudi Janez Janša, ne vem, če je bil v Ljubljanskih Fužinah izvoljen za poslanca, nihče iz desne, tudi najbolj prepoznavna imena, in takrat je Slovenska ljudska stranka izpadla z parlamenta za nekaj 100 glasov. On je v bistvu grobar. Ampak je zanimiv ta preobrat naenkrat, ne? Mislim, to ni preobrata, ne? Tu gre za neko čist linijo, ki je pač dostopna zdravemu razumu, in ta linija je naslednja, ne? Mislim, Slovenska ljudska stranka, namen tega je tako, je pač kruhoborska stranka, razumljivo, ampak ta stranka slišna na levo omrežja, to je vedno tako bilo, Slovenska ljudska stranka je bila vedno špilferderber, pa če vzamemo samo koalicijo, ki so jo podobniki naredili leta 96, oziroma 97 za Drnovškom, ne? Potem druga zadeva, ne smemo pozabiti, da ko je bila koalicija, bi rekel, demokratičnih strank in ko je prišel KPK, je bil tedaj predsednik SLS-a, danes že popolnoma pozabljen, spomnim, če ti veš za njega, Radovan Žerjava, ki je potegnil stranko pač iz koalicije zaradi KPK-ja ven, in to je bil eden od žeblov v krsto SLS-a, finalni se je pa zgodil pač z Silvom Gorencem, oziroma sem se zmotil, z Francem Bogovičem, ampak zame je to zelo na nek način podobno, ne? Ko se je Bogovič kot predsednik stranke odločil, da gre kandidirati na mesto v Krško, da gre kandidirati nekam, kamor ne bo izvoljen, in je ta njegova neizvolitev pomenila konec parlamentarnega statusa Slovenske ljudske stranke, ki si v tedaj še ni upomogla. Ampak zdaj gre naprej. Imeli so kandidata, se pravi na evropskih volitvah, ki je dobil 8%, 7-8, tam nekje, da ga omenjam, ne? In vsaka normalna pamet bi rekla, lejte fante, mi lahko preživimo tudi to naše, ker so mali ljudje, mala omrežja, ne? Lahko preživimo, če smo v parlamentu, razumljivo, dajmo tako vse narediti, da ga ne bo neka druga stranka, da ne bo ta kandidat imel neke ideje, da bo šel sam svojo stranko delati ali karkoli, ne? Dajmo se na njega pošlepati, prosim, takoj si član, nisi, nas to ne zanima, te izvolimo za predsednika, pa podpišemo pogodbo, da nas pripelješ v parlament, to, kar nas zanima. A ne, oni so tudi, kot če bi jaz hotel v Maribor, grem na Trojane, pa se odpeljem. Ne, to je pot, če bi ljudska stranka hotela v Maribor, ona ne gredo na Trojane, pa se odpeljem, ampak oni gredo Vrhunka, Brezovca, pa potem naprej, ne, in se sprašujejo na Črnokalskem viaduktu, gledajo dol, ja Madonna, kam smo pa prišli, ne? To je ista logika. Zdaj se moraš pa samo vprašati, ne? Ali se to dogaja zato, ker so ti ljudje res toliko trapasti, da ne razumejo, da se v Maribor pride prek Trojan, ne prek Črnega Kala, ne?
ali je pa zadaj scenarij, ki se meni zdi, mislim, najbolj verjeten, da se Slovenska ljudska stranka namerno potaplja z namenom, da pač ta, bi rekel, normalna alternativa, ki jo pač predstavlja SDS, ne more priti na vlado, ne? Ker zadnjič, kaj je cilj je v bistvu to, da ne pride v parlament, kako? Dajte mi vi povedati ob tem, kar sem razložil, da so imeli kandidata, ki bi jih pripeljal v parlament. Sami imajo ambicijo ne priti v parlament, kako? Poslušajte, kaj pravi evangelij? Po njih delih jih boste spoznali. In to, kar se zdaj dogaja, zdaj pa nisem še končal. Ena zadeva, ki je pa ključna, ne? Meni je Borut Korun, dr. Borut Korun, ki ga je izredno cenil. On je en najbolj jedrnih ljudi SLS-a, ne? Piše knjige in to. Ne. On mi je povedal, da on sicer ni bil delegat, ki je bil v tujini, pa je zato pooblastil druga dva. Ne. In tako sta prišla na kongres, sta videla, da je vse zlobirano, vse je zmenjeno, bil je nek človek, ki je slabo slišal, ne, in je skozi iskal neke listek, potem so videli, da ne išče samo ta list, da je na listku vse napisano, da je vse na listkih napisano, halo, in ljubljanski občinski odbor, Ljubljana je občina, a je Ljubljana 10 občin. Jaz mislim, da je Ljubljana ena občina. Bilo je 6 občin pred letom 1994, pred reformo lokalne samouprave. In v tej občini se najde 11 občinskih odborov, ki niso občinski, ki so četrtni, ampak so kar občinski. Jaz sem bil predsednik Krščanskih demokratov za Ljubljano, tako da 3 leta, tako da točno vem, kakšen je statut, točno vem, kaj je četrtni odbor, točno vem, kaj je občinski odbor, ampak to je tako, kot je Kristus pomnožil ob obali, se pravi, Genereškega jezera, je pomnožil krog za ne vem koliko tisoč ljudi, tako so oni pomnožili te odbore po čudežu. In vtis, ki so ga imeli pošteni ljudje, ki so prišli na ta kongres, je, da je bila to popolna, pravno, formalna šlamastika na najbolj občutljivem področju, ki je legitimnost volitev znotraj stranke. In mene isti Janez Podobnik, zdaj soseda, ustavi na cesti in mi začne zagotavljati, Boštjan, to, kar ste vi rekli, to je tudi razlog, zakaj se to govorim, to, kar ste vi rekli, voda, to sploh ne drži, pri nas je bilo vse v redu, po nekem statutu, 5., 6., sploh nisem tega komentiral, vedel pa sem, da ga vem, kje čevelj žuli, in zakaj mene napada, ampak meni gre za to, da Slovenska ljudska stranka nekaj iz sebe nastaja, vse to, kar kaže, pa že to, da posluši, da napiše v Slovencu, da bojo pol leta čakali na javnovenske raziskave. Halo? Pol leta. To točno pomeni, da točno vedo, da nič ne bo, samo da bojo rekli, to mora se zdaj pokazati. Zdaj bi se mogli pokazati danes zvečer, včeraj zvečer. Tina Bregant, hočem reči, to je čist blef. To je naslednje zavajanje volivcev. In še enkrat pravim, če ocenjujemo podobnike, ki držijo škarjo in platne v rokah, če ocenjujemo Tino Bregant, jaz ne pravim, kaj ona dela kot zdravnica. Jaz sem tudi na filozofski fakulteti zaposlen, pa to si nastojen za svoje velike dosežke. Postavite si vprašanje, po njih delih jih boste spoznali. Kaj so dela Janeza, kaj so dela Marjana Podobnika, kaj so dela Tine Bregant. Kje so kakršnikoli pozitivni rezultati v 30 letih? Pa Majka Balažič si mogoče pozdravljala. To pa sploh. Če se jaz vrnem nazaj, ker smo včeraj Slovencem, zelo zanimivo je vedeti, se pravi, jaz mislim, da kdor hoče dobro razumeti slovenski politični prostor, mora imeti mapirane medije. Skratka, vsaj meni osebno kot komentatorju je ključno, da vem, kateri medij pripada v katero sfero. In naprimer, en tak zanimiv medij, zdaj je nastal nov medij, Nova domovina 2.0. Zanima.me. Zelo zanimivo je, oni so očitno... Tam, ne smejo omeniti, kako sem videl. Do tega bom prišel, ampak najprej povem, tako kot vedno povem, kaj vidim, najprej povem, kaj vidim, pa še svoje razmišljanje zdravo. Vidim to, da so to očitno mediji Nove Slovenije. Ker gledalke in gledalce vabim, da spremljajo njihov podcast, Mirko Majer pa Peter Meršega Vota. In naj pogledajo, oni se hvalijo, kako so neodvisni in kako pri njih upajo, če vsazga kaj reči. Ampak na koncu vedno izpeljajo Nova Slovenija pa zmagovalka. Bodite pozorni na njihove zaključke nikdar nič slabega ne reče čez Novo Slovenijo.
In se pravi, z tega pa tudi slišim, da naj bi finance tudi prihajale iz Nove Slovenije in da naj bi bilo to medijsko krilo Nove Slovenije, ne, to pa slišim, ampak vidim pa ta zaključek. Ne. Se pravi, ali je nek medij pristranski v korist neke politične stranke, se lahko gledalec sam prepriča, tako da ga gleda in dela statistiko, ne, kolikrat izide Nova Slovenija kot, se pravi, Nova Slovenija kot zmagovalka, recimo, ko Novi Sloveniji kaže slabo ankete, ona dva porabita 20 minut, da te ankete zinterpretirata, zakaj Nova Slovenija vseeno je v parlamentu, ne, čeprav ankete kaže kontra. Ne. In skratka, če zdaj pa poznaš še ozadje in se pogovarja z ljudmi, ki pa so iz Nove Slovenije, ne, vidiš, da so ti mesidži povsem usklajeni. Ne. Skratka, če ni to medij, ki od Nove Slovenije, pa pač nekdo od njih na pogodbi Nove Slovenije. Lahko so pa zgolj na ključe, ampak v naključe jaz ne verjamem. Zakaj ta uvod? Zato, ker treba gledati, ne, ko govorimo o povezovanju, je zelo zanimivo, težko je zvedeti, kaj točno si misli neko vodstvo neke stranke, lahko poslušaš njihove medije, ne, v tem primeru zanima.me je čez moje oči medij Nove Slovenije, ne, lahko gledaš njihove medije, kaj oni sporočajo. Ne. In v zadnjem podcastu, ne, so recimo najprej rekli, ne, tisto, kar je prodajalo tudi kruhoborci SLS-a, tukaj se vidi, da so usklajeni, da ta kongres je izgubil Peter Gregorčič. Ne. Ti ne moreš izgubiti kongresa, ne, ker nimaš niti interesa kandidirati. Ne. Pa ti si mislim, da je rekel že oktobra lani, da ne boš kandidiral. Seveda, oktobra lani, najprej ta zadeva. Potem sta šli celo dlje. Ne. Tukaj se kaže tudi, da so povsem ali so pokvarjeni, ali pa nimajo informacij. Nič od tega ni dobro novinarstvo. Ne. Skratka, namreč razložili so tako, najprej so rekli, da jaz sem edino, isto kot Boštjan, ne, so začeli, da jaz bi edini lahko pripeljal to stranko v parlament, ne. Potem so pa rekli, da sem jaz kriv, da stranka ne bo prišla v parlament in sicer zato, ker sem hotel prevzeti stranko na napačen način. Najprej naj povem gledalcem, jaz nikdar nisem želel prevzeti stranke. Mene so odbori prosili, da jim pomagam, jaz sem se tega otepal, ne, in tudi zato je bila moja retorika taka, ne, da sem dal jasno povedati, če bi do tega prišlo, bom najprej porezal s kruhoborci, se pravi Janeza Podobnika, Marjana Podobnika, Franceta Bogoviča, lahko so v stranki, ampak na mene ne bodo imeli vpliva, jih bom odrezal od kruha. To je prva stvar, ne? In tukaj sem si zaprl vsa vrata, ampak hvala Bogu, ker jaz s takimi kruhoborci delo nikdar ne bi. Ne? Potem pa izpelje, zakaj ni nas strah odstopila. Ne? In sicer najprej reče, zaradi tega, ker je Gregorčič zelo veliko, se ne spomnim izraza, grdo govoril o Novi Sloveniji in se je s tem zaprl vrata do Nove Slovenije. Naj si pogledal zadnji podcast prejšnji petek. Ne? Potem je pa rekel, ne, potem pa na koncu, ne, Zaradi tvojih debat je zaradi tega, ker sem jaz velikokrat grdo govoril o Novi Sloveniji, imel v zobeh, ne, zaradi tega, da sem si sta sporočila, ne, se pravi, zdaj, če gledamo čez kontekst, da gre za medij Nove Slovenije, sta sporočila, da sem si zaprl vrata Novi Sloveniji. Torej mi je Nova Slovenija povedala, da sem si zaprl vrata do njih. Ne. Potem pa sta šla naprej in sta rekla, ne, ja, in potem pa enkrat v uri resnice, ne, mislim, da oddaja niste imenovala, toliko nista bila korektna, ne, ali pa sta, ne bom trdil, je še povezoval Janša in Čeferina in s tem si je zaprl še vrata do Janše. Ja, vem pa, kaj ima to veze z Nino Strah? Zato, ker sta rekla, da Nina Strah je bila Gregorčičeva kandidatka in je ugotovila, da če bo zvoljena, ne bo mogla zaradi tega, ker si je Gregorčič zaprl vrata sodelovati niti z Novo Slovenijo, niti z SDS-om, ne. A to sta povedala? Ja, to sta povedala. In zaradi tega je odstopila. To je njena razlaga. Boštjan, tukaj bi pa si jaz vzel, no, malo. Zdaj pa, prvič, sta brez informacij in drugič sta neangažirana novinarja, ker cel kongres SLS-a je na spletu. Jaz sem šel iz Brd v Ljubljano s kolesom in ker sem takrat vedel, da bomo tu komentirali, sem si dal na dvokratno hitrost in sem ga preposlušal po poti. Ne? Iz Ljubljane do Brd s kolesom, lih 4 ure, pa 1,5-kratna hitrost, 6 ure kongresa prideš čez in sem vse preposlušal. Cel kongres si preposlušal med kolesarjem? Med kolesarjem, ja. Sem pač malo počasneje zaradi tega. Tako lepa narava. Ja, se strinjam. Skratka, to je ta zadeva in potem Mirko Majer v novem, se pravi, tem svojem novem mediju napiše kolumno in pohvali, da se ta on imenuje oranžna koalicija kot koalicija med SD-jem pa SDS-om, češ rumena pa rdeča barva se zdi Majerju izjemno dober izum, če tu zmešaš oranžna in ste potem malo vrila ta oranžen safari, skratka cela geneza, naj si gledalke, da malo naredimo reklame, zakaj so oni oranžni, da je nek komentator brez imena, zgleda, da je mu Nova Slovenija prepovedala upravljati moje ime, nek komentator desnega političnega pola, je izjavil, se pravi, ena partija, dva obraza. Na tem je bil navdušen, ampak ne dovolj, da bi imenoval ime in primek. Ne? Ker tega poguma očitno nima, ali pa pač... Skratka, sumiš, da so prepovedali objavo tvojega imena in primka? Jaz sumim, če sem vedel, da mojega imena ni bilo, lahko si pa razlagam, glede na to, da je to po mojem mnenju medij Nove Slovenije, in če jih poslušam, kaj oni govorijo čez te oči, potem pomeni to, da je jaz sem si zaprl vrata do Nove Slovenije, to sta večkrat poudarila, ker za Janša se reka samo enkrat,
enkrat. Ne. Za Novo Slovenijo pa ne vem, enih 10 podcastov ali pa 5 do 10 podcastov na to temo, kako sem se zaprl vrata Nove Slovenije. Ne. In pa potem pač ni uporabo mojega imena, ne, ker verjetno se mi pač ne sme delati reklame. Če smem se še jaz ne to komentirati, recimo, to je globoka tragedija, ne, da si ti zaprl ali pa da si človek zapre vrata do Nove Slovenije. To je približno tako, meni to ima moja literarna pamet, recimo pove, da bi si zaprl vrata do stranišča na Štrbunk, recimo. To je približno podobna usodna poteza, ki jo človek lahko napravi. Drugo pa seveda, kar pa moramo s tradicijami pa zdi bistveno bolj pomembno od Nove Slovenije in tega, ker to ne se ti ljudje in v SLS-u zamislijo, kam so prišli. Nova Slovenija je naslednica krščanske demokracije, ki je imela včasih 15% in premijeja prve vlade, ne, ampak ta princip, ne, to, da obstajajo, da se človeka leta 2025, potem, ko smo 20 let, 21 let v Evropski uniji, ne, da se ljudi ne imenuje z imenom, da obstajajo črni seznami ljudi, ki se jih ne sme vabiti na te in te oddaje. Mi trije, ki tukaj nastopamo, celo v Mence jih ne sme. V Mence jih ne sme se jih vabiti na nacionalne medije, ne sme se jih vabiti, zato ker nekdo določa te črne sezname, to bi rekel partijsko, totalitarno, avtoritarno logiko, ki jo prevzema Nova Slovenija, sem to videl, ki jo prevzema SLS, ne, in ki je pač logika prostora, to je najbolj zaskrbljujoče. To je neverjetno. Z vidika medija je itak nesprejemljivo, da ti pač ne omeniš nek vir, pa ne citiraš, pa korektno poveš do in kje je to rekel. Ta mentaliteta, ne, ta mentaliteta je bila v času partije, je bila taka, da so pač smeli govoriti 10 ljudi, a ne, ker danes pa nič drugače. Ti pogledate recimo slovenske medije, v slovenske medije je prepuščenih, recimo dobro, blazno pada naklada, ne, pa blazno jim, ne, ampak je prepuščenih tam 20-30 ljudi, ki cirkulirajo. Za ostale so na črni listi in absolutno ne, ker se ta režim, ta kasta, to tranzicijsko omrežje absolutno boji, da bi kdo spustil v javnost kakšno temo, v kateri bi se ljudje začeli pogovarjati. Vse je kontrolirano. To je največja tragedija in to je pa komedija, ne, to, da ima ta Majer pa nekdo še nek podcast, zanima me še slišal nisem za ta podcast Safari, sem slišal, ker se mi je zdel bizarno butast Safari, da Slovenija ni Afrika, ne vem, kaj hočejo povedati, zato mi je zbudil pozornost, ampak to, da se ljudi, pa ne tebe, ampak da se ljudi ne omenja, da se ime prepove, to je pa nekaj, kar je katastrofa. Samo še eno stvar tega povezovanja, jaz bi še to pozoril, ker se gledalke se velikokrat se ne zavedamo tega. Za politiko državnozborsko rabiš kadrovski bazen. Ne? In kadrovski bazen v Sloveniji je plitek. Ne? V bistvu je statistično 4-krat plitvejši, recimo kot v Avstriji, ker nas je 2 milijona, tam jih je 8 milijonov, ne? Že tu je en razlog. Ne? In tukaj jaz mislim, da pa SDS, ne, s tem povezovanjem dela eno izjemno, kaj bi recimo tu koristilo pa SDS-u, ne, da pobere še tiste kadre, ki ostajajo, jih konsolidira. Pazi, kadrov ni. Če jih ti pripeljaš, si kadrovsko močnejši, to je izjemno inteligentna poteza, ampak to lahko naredi samo močna stranka. Ne. Po drugi strani pa isto kot kolesarstvo, ne, močna ekipa pobere dobre kolesarje, ne, potem ne more kolesariti proti tebi. Spravi, s tem če ti pobereš nek kader, ki obstaja v političnem prostoru, dobiš dvoje. Poveča svoj kadrovski potencial in drugič, onemogočaš nekomu drugmu, da bi ga pobral in da bi ta kader tekmoval na volitvah proti tebi. Ne? To je recimo še ena stvar, zakaj se dogaja konsolidacija političnega prostora. Stvar je veliko bolj tragična. Jaz sem rekel Roku Ravnikar, to je ta zdravnik, ki je zdaj zelo znana. To je bilo 20 let nazaj, ki je bil predsednik SLS-a Janez Podobnik, to je bilo leta 2003. Mislim, da je bil takrat sekretar, ne? On je bil takrat sekretar. On je bil takrat PR ali pa nekaj podobnega. In sem mu rekel, Rok, ti enostavno v tej stranki ne boš obstal, zato ker si preinteligenten. Ta stranka, in to sem videl tako pri Peterletu kot pri Podobnikih, ima en sam, ko so oni na vrhu, imajo en sam namen, vse pametne ljudi postaviti pred vrata. In točno to se je Ravnikarju zgodilo. Pa če bi tle v studiu, bi mi rekel, prav si imel. To sem mu rekel leta 2003, ker smo bili oziroma jaz sem bil povabljen kot predavatelj na JEP, se pravi Mlada Evropska ljudska stranka na Braču, in sem mu to rekel, smo bili skupaj, sem rekel, to bo tvoja usoda, zato ker oni sistematično izženejo vse pametne ljudi in tudi zdaj recimo Boruta Koruna niso izvolili v izvršilni odbor. Pa Borut Korun je najbolj pametnih ljudi, ki jih jaz poznam, pa sodi v Slovensko ljudsko stranko. Zgleda, da so imeli blazno dobro zaklenjen kongres. Tukaj je rekel Miran Videtič, oni so pokolobarali. Se
pravi, isti kadri, kot so obvladovali SLS prej, ga tudi po tem volilnem kongresu, samo malo so se zamenjali. Predsednik je postal podpredsednik, pa kakšen izvoja šel kam drugam. Skratka, oni so samo malo pokolobarali, kakšen je tudi nov prišel noter, ampak ni bistveno. Ne? Se pravi, če imaš ti 2/3 večino vseh organih stranke, potem je vseeno lahko za videz demokracije pripeleš tudi kakšnega drugačnega. Dobro, še zadnje vprašanje. Zdaj, stranka Socialnih demokratov se ni pridružila bojkotu nedeljskega referenduma. Ne? Zdaj me zanima vajno mnenje, zakaj so tako naredili in ali ima to lahko, recimo, kakšne resne posledice za izid referenduma. Jaz mislim, da najprej to, da poziva Gibanje Svoboda, predvsem kot največja stranka v Levica, k bojkotu, ima lahko usodne posledice za referendum, da bo referendum zaradi tega zavrnjen. Namreč jaz sem tu tudi objavil... Ne, referendum, zakon, da bo zavrnjen. Zakon, da bo zavrnjen, tako, da bo zakon zavrnjen. Hvala. Skratka, namreč, saj osebno ne dovolim nobeni oblasti, da me poziva k temu, da si odrečem svojo državljansko pravico. In taka oblast v resnici pomeni, da ne želi slišati ne mojega, ne tvojega, ne našega mnenja. Ker samo, če ne greš na referendum, ne poveš svojega mnenja. Ti je zelo povedal, ali jih podpiram zakon, ali ga ne podpiram. To je moje mnenje. Če ga ne želiš slišati, si zatisneš ušesa in rečeš, ne iti na referendum. Taka oblast je v resnici globoko v sebi nedemokratična. In tako oblast je treba čim prej zamenjati, ker povzroča erozijo demokracije. In zaradi tega, vsaj moj poziv je, vsem volivkam, volivcem, pejte na referendum, pomembno, vaš glas šteje. Če mislite, da je zakon dober, ga pač podprite, in če mislite, da je slab, mu nasprotujte. In SD, kot stara stranka, ker ti novi ljudje, ki so prišli Golob, vse smo že večkrat rekli, on je avtoritarc. Oni so recimo, mislim, da njihova predsednica poslanske skupine je napisala nek spis na spletni strani Gibanja Svoboda, ker je rekla, da odgovorna oblast premisli, kdaj bo ljudi pozvala na volišča. Pa poslušajte, pa kakšna teza je to? To je seveda... Stalin imel to strategijo. Pozvaj boš na volišča takrat, recimo, kdaj bi ljudi pred evropskimi volitvami so oni, ker tukaj so, pazi, naknadni zakonodajni referendum po ustavi morajo zahtevati volivci. 40,000 volivcev, piše ustava, lahko zahteva referendum. Torej, to zahteva volivcev, čeprav pod organizacijo SDS. In ti podpisi so prišli, ne? In to je glas ljudstva. Oni so pa pred volitvami, kako perverzno, naštimali 3 posvetovalne referendume, ki jih pa zahteva lahko samo vladajoča politika, ker jih zahteva državni zbor in samo vladajoča politika ima parlamentarno večino, ki lahko tak sklep izglasuje, da smo se takrat na mesto evropskih volitvah pogovarjali o eutanaziji, o marihuani, pa o preferenčnem glasu, in to so naredili samo zato, ker so ocenili, da jim to koristi. Skratka, če interpretiram njeno izjavo, je tako, pred evropskimi volitvami so jim teme koristile zato, da bi dobili čim več evropskih poslancev, zdaj pa, ker nimajo prvič nikakršnih vsebinskih argumentov, nobenih vsebinskih argumentov nimajo, in verjetno jim ankete kaže, da bodo zgubili ta referendum, so se pa odločili za bojkot, ker gre za interpretacijo rezultata. Se pravi, če bo referendum, se pravi, recimo, zgodita se lahko dva izida, po mojem, sta samo mogoča. En je, da bo več ljudi proti zakonu in manj za, ampak kvorum ne bo dosežen, drugi pa, da bo zakon zavrnjen. Če bo prvi rezultat, ki je lahko zelo mogoč, bodo oni rekli, ja, to je pa zaradi tega, ker naši volivci itak niso šli na volitve, in bodo rekli, v bistvu, mi bi to zmagali, ampak mi nismo dopustili zlorabe referenduma. Kakšna zloraba referenduma? Zloraba referenduma bi se lahko preprečila že v državnem zboru, to je, mislim, da Brglez naredil enkrat, ko se ocenil, da je naknadni zakonodajni referendum gre za zlorabo in takrat je tak razpis tazga referenduma ni dopustil, potem je šla zadeva na Ustavno sodišče in Ustavno sodišče je reklo, da je dopustilo, da se ne razpiše referenduma, ko gre za zlorabo. Skratka, če je referendum razpisan, pomeni, da ne more iti za zlorabo. Referendum je namenjen za to, da se glasuje za ali proti zakonu, in tak poziv ne moreš niti utemeljiti s tem, da s tem kvorum ne bo dosežen, ker 90. člen ustave zahteva, pravi, da je referendum zavrnjen, da je zakon zavrnjen takrat, ko glasuje več volivcev proti kot za, in drugi pogoj, ko vsaj petina volivcev glasuje proti. Torej, kdor gre na referendum in glasuje za, ne dviguje kvoruma. Kvorumu prispeva samo tisti glas, ki je proti. Zato je vsem volivcem pravam, pejte na referendum, povejte svoje mnenje, da bomo vsi skupaj vedeli, kaj si o tem zakonu mislite. Ker zato mi rabimo, samo še to, da zaključam, in SD kot parlamentarna stranka z dolgo tradicijo
če ima že afere, vsaj razume bistvo demokracije. Ne? In tukaj gre vsa pohvala, da ni povozila temeljnih načel demokratične ureditve, ne? In je vsaj se potrudila argumentirano predstavljati svoje argumente, zakaj podpreti zakon, njega pa zavrniti, in ni šla v tako erozijo demokracije, kot so si privoščili ti prišleki, ne? Da poziva k bojkotu referenduma. Mislim, jaz bi rekel to, ne, da Golob tu ni nič novega naredil, mislim, samo pokazuje pač kakšen dejansko je, oziroma tisto, kar smo že skozi vedeli, da je obraz kozal, pa je bila gor tok in tok pudra, se je zdaj pokazalo pač, da on ne razume, ti ljudje ne razumejo demokracije, se so prišli na položaj, so prišli s prevaro, in druga zadeva, ki je, mislim, SD, pač zdaj so enkrat ravnali v skladu z demokracijo, recimo, ta stranka izhaja iz stranke, ki ima demokracijo, bi rekel, ki jo je prepovedala, in so se pač ves čas obnašali zelo predvidljivo in zelo nedemokratično. Tretja zadeva, ki je pa bistvena, je pa to, da se gre na ta referendum, zato ker zdaj imajo ljudje pač v rokah dvojno možnost. Prvič, da z odhodom na ta referendum dajo pač košarco Golobu, in potrdijo demokracijo, in drugič, da glasujejo, jaz sem že bil na referendumu, vse pozivam, da naredijo isto, in da glasujejo proti, zato ker ta zakon je pač uzakonjuje drugo in prvo razrednost državljanov in je popolnoma skregan, tako kot je pač vse početje tako levice kot te vlade, skregano z logiko, je ta še posebej skregan, tako da tu je nujno potrebno jeti na referendum. Skratka, ti si bil med temi dobrimi 6%, ki je prvi dan prišlo. Jaz sem šel prvi dan volt, in sem bil presenečen, ker je bilo kar nekaj ljudi, in sem celo, bi rekel, sem hotel potem dati na Twitter, pa enostavno nisem imel časa, ampak sem slikal svojo proti, glasovnico sem slikal proti, sem glasoval proti, sem slikal kar na mizi, nisem šel v kabino, pa so rekli, gospod, pejte v kabino, sem rekel, poslušajte, pa so se pa začeli že režati, sem rekel, pa se vsi, ki sem pridejo, glasujejo proti, so rekli, več ali manj, sem videl, da vedo približno. Volilna komisija ti to rekla, kako? Volilna komisija mi je rekla, da ne grem noter se pravi, kjer je pač kabina, sem pa rekel, zakaj, prvič, jaz nimam nobenih težav skrivati svojega prepričanega, lahko tudi pred vami pokažem, in drugo, itak vsi, ki pridejo sem, glasujejo proti, potem so se mi pač tako malo smejali, ker češ, da imam prav, bilo tako simpatično, ampak jaz pravim, ljudje, ne ostanite doma, pejte glasovati, zato ker gre za bistvo, ta vlada, mislim, je začela ugonabljati določene sloje, o kmetih sploh ne govorimo, govorimo več o SLS-u, ne govorimo pa o kmetih, kaj se tam dogaja, je začela ugonabljati določene sloje državljanov, bo ugonobila, če dobi še en mandat, če ne dobi, bi rekel, če nekdo ne potegne ročne zavore v vlaku, bo ugonabljala naprej. Če smem, jaz sem bil tudi prvi dan na referendumu in sem tudi glasoval proti, tudi jaz sem med temi 6%, sem tudi glasoval proti in moj razlog je pa vsebinski v resnici. Namreč, jaz sem prepričan, da bi mi mogli pokojnine naj bodo pravica iz dela. In tudi mi imamo izjemno neugodno demografsko sliko, se pravi, nam se na 2 nova upokojenca rodi en otrok. Se pravi, razmerje med novorojenim in pokojnici je 1:2 in to, kar dela zdaj ta vlada, to reformo zdaj pokojninsko, to bo se sulo. Sam Peter, zdaj, če bomo šli v pokojninsko reformo, Skratka, jaz mislim, da bi mogli mi v temelju spremeniti ureditev pokojninskega sistema, drugače se bo pokojninski sistem sesul, te dodatke, za izjemne dosežke pa naj uredimo drugače, zakaj naj bi dali pobude, recimo zasebni pobudi, zakaj naj bi ustanovili nekih skladov, spomnil se, Slovenija imela Žiga Cojsa, ki je podpiral kulturo, Mi moramo, ampak seveda, če mi so leta 45 pobil, če mi zdaj teramo podjetnike, leta 90 nismo postavili nazaj, če mi teramo podjetnike z bajoneti v morje, pa zdravnike tudi teramo z bajoneti v morje, pa vse teramo z bajoneti v morje, potem nimamo ljudi, ki bi lahko podpirali ta narod avtentično, z nekim skladom, s katerega bi se podeljevali lahko bistveno boljše nagrade, kot se zdaj podeljujejo tudi iz teh dodatkov pokojnine, ampak mi zasebne pobude nočemo. Mi hočemo imeti vse pod državno regulacijo, kjer bo levica odločala o tem, kdo od njihovih, ker se boril za njih, bo dobival dodatke. Točno tako. Zdaj, če smo počasi res končati, Peter, Boštjan, lepša hvala za vajne komentarje, jaz sam, vidva sta že bila na referendumu, jaz grem v nedeljo, da je gledalke, spoštovani gledalci, to je bilo za danes vse, vidimo se v naslednji uri resnice, do takrat pa seveda ne pozabite, kjer je bojanje tudi požar.